61. osvojeni točki, 17. zmagi v letošnji sezoni Prve lige Telekom Slovenije je z menoj Luka Kerin. Luka, ki se je upisal tako v statistiko strelcev kot tudi asistentov. Čestitke, Luka, za novo zmago, za asistenco in gol. Kako je bil tale obračun videti skozi oči naše enajstice? Najprej hvala za čestitke. Bil je prvi počas dokaj težki, no, Domžale so igrale dosti zaprto. Mi smo dosegli ta nek naš gol iz naše prepoznavne igre, iz njega proti napada. Prejeli smo gol, ki smo se pogovarjali o njem, ki je proti domžalska nevarnost, da so to prekinitve, ampak dobro, nimaš kaj, tudi najboljše ekipe prejemajo gole, tako da mi smo se v garderobi dogovorili, kaj moramo drug počas popraviti. Smo prišli na igrišče, hitro zabili drugi gol, in potem Domžala tako druga ni tako, da se odprejo in mi smo imeli več prostora in še zabili dvakrat. Gledalci so lahko po dolgem času uživali 5 zadetkov, gledljiva nogometna predstava. Ti si bil tisti prvi, ki je zatresel nasprotnikovo mrežo, tule se bova verjetno strinjala, prekrasna podaja Denisa Marandičija. Ko se je Luka že zdelo, da je Ajdin Mulalić na žogi, da jo ima v svojih rokah, je Luka Kerin iztegnil svoj palec na nogi in zatresel njegovo mrežo. Res super podaja od Denisa. Ampak tako včasih so rekli, da si ne smeš nohte postrižiti. To bi lahko rekel danes, ampak evo, mogoče se je gol malo strašil, jaz sem šel res do konca. Mogoče sprejem res ni bil najboljši, ampak treba biti potrpežljiv, treba iti do konca in to ti prinese rezultat na koncu. Vrnili so se gledalci, vrnila se je navijaška skupina Celjske Grofje. Končno bi lahko rekli, Luka, pogrešali smo jih, kaj ne? Ja, seveda je nek užitek igrati pred Celjskimi Grofji, pred vsemi navijači. Daj, ko ti ne gre, imaš dodatno energijo, da biš iz tribun, tako da sem res vesel, da so se vrnili. Upam, da bojo v budućnosti lahko bi še več navijačev. Imamo da še 4 tekme do konca, 2 doma, tako da upam, da se bojo te ukrepe počasi sprostili. Luka, preden sva začela, je tule za nama iz navijaških grl, navijaške skupine Celjske Grofje odmevalo gremo v Evropo. Zdaj smo, Luka, zares čisto blizu. Ja, res je, blizu smo zelo, ampak mi se ne smemo, bi rekel, opustiti. Vemo, da smo lani v zadnjem krogu izgubili Evropo, tako da moramo iti tekmo po tekmo do konca in samo zmagovati in to je to. Luka, čestitke za podajo, za gol in za novo zmago. Najlepša hvala.